Živjo! V tem videu bomo povzeli ključne informacije, ki jih moraš znati za učinkovito in varno uporabo CO2 laserskega gravirnega in rezalnega stroja. V peskovniku imamo CO2 laserski stroj, ki nam omogoča izdelavo takih izdelkov. Kot laserski medij se uporablja CO2, ki je v mešanici plinov zaprt v cevi. Deluje na principu vzbujanja dušikovih molekul z visoko napetostjo, ki nato trčijo v molekule CO2 in jih s tem vzbudi v višje energijsko stanje. Molekule ogljikovega dioksida pri prehodu iz visokega v nizko energijsko stanje izsevajo foton. Ta cev pa se nahaja znotraj rezonatorja. Rezonator pa je sestavljen iz dveh zrcal. Na eni strani 100% reflektivno zrcalo, na drugi strani pa je polprepustno zrcalo. Naloga rezonatorja je, da optično ojača žarek, ki nato na prepustnem zrcalu izstopi iz cevi in se skozi sistem leč in zrcal preusmeri na obdelovalno glavo. Z našim strojem lahko režeš in graviraš različne nekovinske materiale. Najpogostejši material je les, primeren pa je tudi za obdelavo pleksistekla, kartona, pene in še marsičesa. Previdni pa moramo biti pri obdelavi umetnih materialov. Tak primer je na primer PVC, pri katerem bi se v zrak sprostil klor, ki je za človeka strupen. Zato se PVC-ja s tem strojem absolutno ne sme obdelovati. No, pa kar pojdimo pogledati naš stroj. Tole je naš laserski rezalni in gravirni stroj HyperCut 6090 Pro. Pod pokrovom se skriva laser z močjo 80 W in delovno mizo površine 600 x 900 mm. Miza se v vertikalni osi spusti za 300 mm, tako da smo z debelino obdelovanca omejeni zgolj z lastnostmi materiala. Les lahko na primer brez težav režemo nekje do 10 mm, lahko tudi kakšen milimeter več, peno ali stiropor pa lahko režemo do nekje 30 mm. Pri izbiri procesnih parametrov spreminjamo moč in hitrost premikanja laserske glave. Za ustrezno izbiro parametrov lahko uporabimo takšen plonk cegelc. Tale je na primer za topolovo vezano ploščo. V zgornjem delu vidimo nastavitve za rezanje, v spodnjem delu pa nastavitve za graviranje. Na primer, da želimo rezati 3 mm ploščo, jo bomo rezali pri 100% moči in pri hitrosti 25 mm na sekundo. Za graviranje pa hkrati spreminjamo tako moč kot tudi hitrost laserja, kar vidimo na spodnjem diagramu. Na vertikalni osi vidimo spremembo moči, na horizontalni osi pa spremembo hitrosti. Parametre izberemo tako, da s kombinacijo hitrosti in moči dosežemo željeno intenziteto gravure. Imamo pa v peskovniku en problem, da za tale plonk cegelc nimamo nobenega podstavka. Zato bomo danes s pomočjo laserskega stroja izdelali tak podstavek. Pa kar poglejmo. Evo, tole je program Lightburn, ki ga uporabljamo za pripravo grafik in za pošiljanje teh datotek na laser. Tukaj vidimo pravzaprav celotno delovno površino stroja, se pravi 600 x 900 mm. Na levi strani v tej orodni vrstici najdemo različna orodja, s katerimi lahko grafike narišemo ali pa dodamo kakšno stvar. Naprimer tole orodje za narisati pravokotnik, takole, potem lahko ta pravokotnik tudi zrotiramo, lahko ga tule premikamo, povečamo, pomanjšamo in tako dalje. Lahko pa grafike pripravimo tudi v katerem drugem programu, naprimer SolidWorks, Adobe Illustrator in jih shranimo v primernem vektorskem formatu. Laser je CNC stroj, zato potrebuje natančna navodila o svoji poziciji, kako se mora premikati in v ta namen uporabljamo vektorske grafike, ki za razliko od rasterskih niso opisane s piksli, ampak so opisane z nekimi krivuljami, črtami in geometrijskimi elementi. Recimo, da smo pripravili grafiko, torej dizajn tega stojala, ki ga želimo zdaj izdelati, bomo pa v tej zgornji rodni vrstici uporabili gumb Import in bomo importali en kos, naprimer levo ploščo, v formatu DXF. Ta je najbolj uporaben, lahko pa, kot sem rekel, tudi neke druge formate uporabljamo, naprimer Adobe Illustrator, kakšne druge, ne vem, SVG in tako dalje. Torej, uvozimo našo grafiko, ki jo zdaj tule vidimo. In recimo, da želimo na to grafiko dodati še en napis, izberemo tule orodje za tekst in naprimer napišemo laser. Tale tekst se zdaj obnaša tudi kot en element, ki ga lahko takole premaknemo. Zdaj pa želimo nastaviti parametre, da bo tale zunanja kontura in pa tele pozicionirane luknje, da bodo izrezane,
napis pa želimo, da je le pograviran. Najprej bom napis z desnim klikom pretvoril v path, ki mi ga tako loči na posamezne črke. In želim recimo, da je črka E nekoliko drugačna od celotnega ostalega napisa. Zato bom najprej za tale napis označil in ga označil z modro barvo. Črko E pa bom označil in jo nastavil z rdečo barvo. Ta barva ne pomeni barve, kakšen bo prišel izdelek ven, ampak opisuje ločene procese, torej da lahko mi znotraj ene obdelave naredimo več posameznih procesov. Tule se nam na desni strani izriše v temle meniju celoten outline, kako bo naša obdelava potekala po tako imenovanih layerjih oziroma slojih. Z drag and drop, torej primeš in premakneš, lahko tudi spreminjaš vrstni red operacij. Priporočljivo je, da najprej naredimo gravure, potem pa režemo, zato da, če se slučajno pri rezanju kakšna stvar premakne, da s tem gravure ne pokvarimo. Pa začnimo kar z modro. To bo torej tale napis modre barve, ki želimo, da je pograviran po konturi črke, torej po zunanji obrobi. Bomo izbrali način, mode, line, na voljo pa imamo še fill in pa offset fill. Zdaj tu bomo uporabili line in potem za parametre pogledamo na cheat sheet in v tem primeru bi recimo jaz bil zadovoljen nekje s hitrostjo recimo 270 mm na sekundo in pa močjo naprimer 60%. Za minimalno moč mu lahko damo malenkost manj, to je moč takrat, ko laser pospešuje in zavira, potem ustrezno zmanjša moč, da niso recimo kakšni vogali bolj zažgani. Število ponovitev zadošča, če damo enkrat, potem pa tele offsete lahko pustimo pri miru, to je, če bi imeli kakšno napako ali pa če bi delali neke kose z nekim bolj pomembnim ojemom, bi lahko potem tu upoštevali kak offset. Takole. In pa potem, ko to potrdimo, tule preverimo, da je ta sloj res označen kot output s temle gumbkom tukaj. To je zelo pomembno, ker se bodo potem izvedli samo tisti procesi, ki so tu dejansko nastavljeni kot output. Potem odpremo drugi layer, to bo rdeča barva. Te pa želimo, da je tale črka E pogravirana ne samo po robu, ampak da je celotna površina črke zafilana. Zato bomo uporabili način fill in nam tule že izriše, kako izgleda tale fill. Lahko pa bi uporabili tudi offset fill, kjer pa se v bistvu laser od znotraj proti ven premika in zafila celotno površino. Mi pa bomo uporabili tale navaden fill, kjer se premika levo in desno in tako z nekim intervalom zafila celotno površino, z gostoto črt, pa potem mi vplivamo na samo natančnost. Zdaj tule bi recimo uporabili mogoče 260 mm na sekundo, pa isto moč recimo 60 pa 57 pa pol kot neko minimalno moč. Potem pa še za zadnji sloj, ker imamo 6 mm ploščo, bomo za to uporabili 10 mm na sekundo pri 100% moči in pa recimo 2 pesa. Preverimo, da so vsi layerji res nastavljeni na output, potem pa z gumbom tule send pošljemo datoteko na laser. Zdaj tule jo poimenujemo, najboljše, da uporabimo kar tole ime Lightburn, ki bo potem overwritalo prejšnjo datoteko, ki je bila s tem imenom, to je zato, da se ne zabaše preveč spomin na stroju. Pritisnemo OK, počakamo, da on tole naloži, potem nam javi, da je bila datoteka uspešno naložena, eventualno bi se to moglo zdaj zgoditi. In to je to, kar se tiče v bistvu priprave same grafike. Zdaj sam program Lightburn omogoča tudi neke bolj napredne funkcije, naprimer uporabo vgrajene kamere, orodja za organizacijo elementov v grafiki, tudi omogoča poganjanje programov direktno iz računalnika, ampak dajmo to pustiti kot neke bolj napredne funkcije, pa si pejmo naprej pogledati varnostne napotke. Tako, datoteko smo uspešno naložili na stroj. Preden nadaljujemo, pa si poglejmo še nekaj varnostnih napotkov. Najpomembnejša stvar je, da je pokrov laserja med obratovanjem vedno zaprt. Laserski žarek je nevaren za oči, če gledamo neposredno vanj, zato ima pokrov nameščeno zaščitno steklo, skozi katerega lahko varno opazujemo, kaj se dogaja znotraj. Stroja med obratovanjem ne puščamo nenadzorovanega.
V primeru, da opazimo, da je šlo karkoli narobe, pa zato uporabimo stikalo za izklop v sili. Za vklop stroja uporabiš študentsko izkaznico, ki jo prisloniš na terminal. Stroj nato krmilimo z stikali, ki jih najdemo na glavni kontrolni plošči. Spodaj najdemo zeleni gumb za vklop in izklop stroja, stikalo za vakuum, ki ponuja dva načina delovanja, avtomatski način vklopi vakuum zgolj med obdelavo, način on pa vklopi vakuum ves čas. Stikalo za mali kompresor, stikalo za četrto os, ker četrte osi naš laser nima, lahko ta gumb pustimo na off, in pa stikalo za turborez, s katerim vključimo asistenco plina med obdelavo in tako zagotovimo bolj učinkovit in bolj natančen rez. Za izdelavo našega izdelka najprej izberemo ustrezen surovec, ki ga položimo na obdelovalno mizo. Sledi fokusiranje, ki je en najpomembnejših delov samega procesa, saj s tem zagotovimo natančnost izdelave in preprečimo morebitne poškodbe, ki bi se zgodile s tem, da se laser zabije v obdelovanec med obratovanjem. Za fokusiranje uporabimo rdeč kovinski plošček, ki se nahaja na levi strani laserja, in ga položimo na sredino obdelovanca. S puščicami na spodnji kontrolni plošči na to lasersko glavo pripeljemo nad obdelovanec in poskrbimo, da je zeleni senzor, ki se nahaja na zadnji strani glave, res nameščen točno nad rdečo ploščico. Fokusiranje izvedemo z izbiro gumba Fokus na spodnji krmilni plošči, nato nas stroj vpraša, če želimo izvesti autofokus, kar potrdimo s pritiskom na gumb Enter. Nato počakamo, da stroj izvede fokusiranje, nato pa odstranimo rdečo ploščico iz stroja. Datoteko, ki smo jo naložili, odpremo tako, da pobrskamo z gumbom File, poiščemo našo datoteko in jo odpremo s pritiskom na gumb Enter. Nato se s puščicami pomaknemo na točko, kjer želimo nastaviti izhodišče naše obdelave, kar stroju sporočimo s pritiskom na gumb Origin. Potem lahko uporabimo tudi funkcijo Frame, da preverimo, da naša obdelava ne bo presegla gabaritov našega obdelovanca. Stroj je sedaj pripravljen, da lahko izvedemo našo obdelavo, zato najprej še enkrat preverimo, da smo ustrezno fokusirali, zapremo pokrov laserja in poženemo operacijo s pritiskom na zeleni gumb Start. Evo, stroj zdaj dela, medtem ko niste gledali, sem dodal zraven še vse ostale kose in upam, da bo prišel ven en lep izdelek. Stroj je zdaj končal z delom, tako da lahko varno odpremo pokrov, potem s puščicami odmaknemo glavo, nekoliko spustimo mizo, da lahko neovirano vzamemo izdelek ven iz stroja in odstranimo tudi ves odvečen material in pa seveda naš izdelek. Evo, tole je zdaj naš izdelek, ki ga je treba še sestaviti. Pa pri takih izdelkih ni slabo, če damo še kakšno kapljico sekundnega lepila, ni pa tudi nič narobe, če ne. Evo, tole je zdaj naš končni izdelek, kar še manjka je, dodamo tale cheat sheet, stavimo noter in imamo narejen končni izdelek. V tem videu smo zbrali vse pomembne napotke, ki jih potrebujete za varno uporabo našega CO2 laserja. Če naredimo še kratek povzetek, ne pozabiti, da je pokrov laserja med obratovanjem vedno zaprt, da ustrezno poskrbimo za fokusiranje in s tem preprečimo morebitne poškodbe stroja, da izberemo ustrezne materiale za rezanje in graviranje in pa, da če delate nek bolj kompleksen, bolj zahteven izdelek, parametre najprej testirate, preden se strogo zanašate na tale cheat sheet. V peskovniku je vedno nekdo, ki laser že obvlada, tako da če se ti kdaj kaj zatakne, se ne bati vprašati za pomoč. Adijo in se vidimo v peskovniku.